Zanimivo je to, da Lojze Toslako so po smrti naredili pesmi, nam pa že zdaj za časa življenja. Kaj se to dogaja, ne? Tone, ampak vse veš, da ni nič več tako, kot je bilo. No? Hvala Krimskim lisjakom, torej dobrodošli spet fanti z vseh vetrov. Tukaj le en lep res. Mama, več ne bom odlašal, danes grem odtud. Čakaj me na pragu hiše, ko iskal bom staro pot. Našel bom vse steze stare, ki že dolgo v srcu spi. Našel vse kotičke v gozdu, kjer nekoč igral sem se, je zapisal Franc Kramer. Franc Humis pa pravi, najlepše pesmi pa nas je učila mati. In v mesecu marcu sta kar 2 praznika namenjena ženam, materam in dekletom. Iskrene čestitke vsem, naslednja pa je za vse mame.
Besedila ansambla Fantje z vseh vetrov so zgodbe. V njih zaznamo prenekatero življenjsko resnico, popeljejo nas v preteklost in nas nagovarjajo, da razmišljamo o sedanjosti. Fantje, kako so nastajala besedila včasih, kako nastajajo danes? Franci, kako je nastal tvoj žarek sreče na oči? Ne vem, bom povedal, kaj v zvezi s pesmijo, ki sem jo napisal. Na poti s avtobusom sem se vozil iz Ljubljane v Logatec, kjer sem živel, začel nekaj pisati in je teklo. Ampak kazalo je, da bom moral dol, pa nisem šel. Sem pisal naprej do Postojne. In končal. Sam, jaz bi tole dodal, zdaj piše komade, zdaj jih do Pirana piše. Nič ne plača. Ja, nisem nič plačal karte. Je videl, da sem dobro naredil. Rekel, kar v redu, še pište. Hvala, Franci, za vse lepe pesmi. Sedaj pa čas, da predstavimo našo voditeljico današnjega večera. To je Slavi Košir, ki je vodila večina naših koncertov v vseh letih, kar nastopamo. Ona je doma iz vasi Započevo pri Borovnici. Slavi pravi, da imajo elektriko tam. Ona je, Mišo, ti ne mešaš malo repertoar. Ona je radijska napredovalka, je moderatorka, organizatorka raznih kulturnih prireditev, voditeljica, rada ima iskrene ljudi, rada ima slovensko zemljo, rada ima slovensko pesem, tudi zelo rada ima narodno zabavno glasbo in rada ima fante. Z vseh vetrov. No, in fantje z vseh vetrov nam bodo zdaj zaigrali 3. Žarek sreče, ej oča povejte in reka ve le za svojo pot.
Reka gre za svojo pot, je pesem, ki je nastala na Otočcu, napisala sta jo Franci Pupis in Tone Rus, ko sta enkrat prespala iz ene veselice na drugo. Ja, moram reči, da nismo samo enkrat spala, glede na to, da me je Frenko omogočil, da smo v gradu spala prav v tisti grajski dvorani, ne? Poročni, ne vem, jaz sem pozabil. Jaz sem imel harmoniko s sabo, Franci je napisal čez noč, ob reki sva se sprehajala, on pa jaz, tako da ni nobene ženske. Če ni bila kakšna ženska, verjamem, da tale pesem ne bi nastala. Je tako. Ampak še nekaj je, meni je Frank povedal, da to ona dva ne veste, ona dva se zmeri hvalita, da sta spala v apartmaju, ampak v resnici sta v lovski sobi sta spala. S temi robovi. Ja, med vas se počutila, tako sem prej povedal. Torej, Reka gre za svojo pot.